Grajski zaprti vrt je idejni naslednik uršulinskega vrta, ki je sestram in njihovim gojenkam služil za kontemplacijo in v pedagoške namene. Vrt v zasnovi sicer predstavlja enega od uveljavljenih tipov srednjeveških vrtov, imenovanega hortus conclusus, na kakršnih so gojili zelišča, dišavnice in začimbe. Hortus conclusus dobesedno pomeni zaprti vrt. Sicer so vsi vrtovi načeloma zaprti ali omejeni prostori, vendar pa je ograjen prostor lahko nekoliko odprt in je sestavljen iz ograje ali nizkih živih mej, tako kot tudi na Loškem gradu. Njegova lokacija se od uršulinskega vrta razlikuje. Nahaja se namreč na severovzhodni strani gradu, blizu prvotnega vhoda v grajski kompleks, kjer ga je leta 2009 na takrat neurejeni travniški površini zasnoval arhitekt in urbanist Darko Likar. Zamislil si je tudi natančno zasaditev gredic s klopmi in potkami, ki obiskovalcem omogočajo dodatne sprehajalne poti. Likar je vrt zasnoval kot zgodbo. V svojo skicirko je napisal, da je koncept zasnoval kot dvojno geometrijo, vidno in nevidno. Saj je geometrija edino orodje, ki vso raznolikost poveže. Vidna geometrija se razkriva v pravilnem kvadratnem tlorisu vrta, ki se naprej deli na 4 polja. Sredino pa dodatno poudarja tudi drevo in pa obroba živo pušpanovo mejo. 4 stranice ali 4 vogali kvadrata predstavljajo 4 strani neba in pa tudi 4 letne čase. No, tudi nevidna geometrija je zaznamovana številom 4. 4 oblike postanka življenja je Likar povezal s človeškimi čutili, z vidom, sluhom, vohom in tudi s taktilnimi čutili. Različne dišavnice in začimnice vznemirijo vid in voh, pa tudi taktilne čute, kadar se jih dotaknemo. Čutilo sluha bi dodatno angažirala voda, saj je po Likarjevih načrtih bil predviden tudi vodnjak. Čutila se nadalje izražajo še skozi 4 svetlobe. Likar je zapisal senčno, sončno, zračno točko in zaprtostjo. To si lahko razlagamo tako, da bi si na klopicah bi se lahko pogreli na soncu, ki predstavlja najmočnejšo od vseh svetlob. Likar pa je načrtoval tudi senčnico, kjer bi lahko meditirali v senci. Zunaj nje nas lahko na eni od klopic pohladi veter, na 4. klopi pa nas pohladi bližina vode od predvidenem vodnjaku. Ob vsakem od predvidenih 4 mest za sedenje bi torej izkusili drugačno toploto in drugačno svetlobo. Zasnova vrta tako izziva meditacijo, je zapisal Likar, osnovni namen pa je iz zelišč narediti provokacijo užitka in atraktivnost.